Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Župan z vami. Tokrat nismo v našem studiu VTV vaše televizije Velenje, ampak v prijetnem okolju mestne hiše, mestne občine Velenje in gosti nas župan Peter Dermol. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Bi lahko rekla hvala za dobrodošlico, da se lahko nahajamo v teh krasnih prostorih. To je neka ustanova, kjer se ljudje, če imajo tudi kakršnokoli vprašanje, vedno znova vračajo. Res je, v teh prostorih je ne samo v poletnih časih zelo vroče, tudi nasploh. Želimo biti seveda zelo odprti do občank in občanov, čeprav je, če smo čisto iskreni, to velikokrat zelo naporno, ampak kakorkoli. Mislim, da vrata občinske uprave morajo biti odprta, sodelavke in sodelavci morajo sodelovati z občankami in občani, kajti na ta način seveda najlažje tudi rešujemo težave, zbiramo ideje in se mi zdi, da je to neka dodana vrednost, ki jo potem najbolj lahko dajemo skupnosti. Najtežje je sicer govoriti o sebi, ampak mi lahko Velenjčani in Velenjčanke ponosno rečemo, da živimo v krasnem mestu. Ja, pa se mi zdi, da se velikokrat tega ne zavedamo in da nam te oči odpirajo pravzaprav vsi ostali, ki hodijo med nas, ki pridejo v naše mesto, toliko pohval, kot smo deležni, smo resnično lahko ponosni. Je pa res, da vsaka stvar, ki se v Velenju spremenijo, seveda domačini, bom rekel, nekoliko drugače sprejmemo, kot pa tisti, ki so navzven. Kajti mi smo tukaj vsakodnevno, smo verjetno tudi najbolj kritični, prav je, da smo kritični, je pa prav tudi, da seveda se zavedamo, da vseeno živimo v lepo mesto in da se vsi skupaj trudimo, da vsako pomanjkljivost, vsako kritiko, ki je, poskušamo v najkrajšem možnem času odpraviti, zato da bomo v prihodnje seveda še lepši, še boljši. Če pa seveda mislimo, da bomo živeli v mestu brez kritik, brez, bom rekel, nekih opask, potem se pa vsi skupaj motimo. Konec koncev, zato smo tukaj, da ustvarjamo Velenje takšnega, kot si želimo, in vedno bodo pred nami izzivi in se jih moramo veseliti. Tekom današnje oddaje bova županom predstavila aktualno stanje, torej v mestni občini Velenje. Gospod župan, zdaj glede na to, da se ukrepi sproščajo, lahko rečemo, da je tudi mesto kar zacvetelo. Ogromno teh dogodkov se odvija, ogromno teh investicij zdaj gre k koncu. Na kaj ste recimo najbolj trenutno ponosni? Če sem iskren, že nekaj časa nazaj, ko so se šole odpirale, mi je bilo pravzaprav najbolj pri srcu to, da zjutraj, ko sem se peljal na delovno mesto, sem po teh kolesarskih poteh videval ogromno šolark in šolarjev, ki so se svojimi skiroji vozili v izobraževalne institucije. In po eni strani sem bil vesel, da vidiš, da se življenje počasi vrača v normalne tire, po drugi strani pa tudi, da smo neko infrastrukturo, za katero smo v zadnjih letih poskušali skrbeti, jo nadgrajevati, resnično oplemenitili na način, da je ljudem to priročno, da to uporabljajo. In nikoli prej nisem vedel, da šolarji, pa verjetno v preteklosti temu niti ni bilo tako, da šolarji uporabljajo skiroje zato, da pridejo v šolo. Tokrat pa resnično to mi je bilo pravzaprav najbolj pri srcu. Naslednji koraki pa to, kar v teh dneh že čutimo, ta družbeni utrip, ko je po ulicah veliko ljudi, ko so se končno začeli odvijati nekateri dogodki, da so zelo dobro obiskani. Skratka, vse to je tisto, za kar se je splačalo delati. Verjetno smo v tem zadnjem letu tudi veliko pretrpeli, ampak rečemo, da je to neke vrste potem tudi darilo za vse nas, za vse tisto, kar smo slabega pravzaprav v tem letu tudi preživeli. Ko ste ravno omenili najmlajše, mlad župan ste, imate občutek z najmlajšimi, tudi živalmi. Želim pa poudariti to, da imate tudi občutek in posluh, recimo, ko vas otroci takole na cesti pocukajo za rokav, se vedno ustavite, rečete kakšno prijazno besedo. Ja, jaz upam, da nisem kdaj koga spregledal. Se mi zdi, da otroci ti še posebej dajo to dodatno pozitivno energijo in velikokrat se zgodi, da me bodisi v kakšnih nakupovalnih centrih ali pa v ulicah potem bodisi nekoliko posmehujejo pa s prstom kažejo name ali pa seveda, da se nekateri upogumijo in pristopijo do mene. Se mi zdi, da je to poseben čar in pravzaprav je to delo tudi zaradi tega tako zelo prisrčno in takrat velikokrat pozabiš tudi na vse tiste težke trenutke, ki jih doživljaš. In skrbi v našem vsakodnevnem življenju. Zdaj, če greva k investicijam, Kreativni center Čuk, uradno ste ga predali namenu 7. junija. Kako je potekala vsa investicija?
Lahko rečem, da zelo dobro. Bili smo nekoliko, ne bom rekel prestrašeni, ampak nekoliko negotovosti je bilo, ko se je projekt začel in ko smo pravzaprav po 2 mesecih padli v to korona krizo in dejansko nismo vedeli, kaj se bo dogajalo. Tako da smo lahko danes zelo veseli, da smo takrat na eni strani ustrajali pri tem, da ohranjamo vse investicije, da jih nismo ustavljali. Čeprav je bilo kar nekaj pobud, naj to naredimo, pa smo mi kljub temu ustrajali in da smo skozi ta korona čas pravzaprav tudi z dodatnimi ukrepi uspeli investicijo uspešno zaključiti znotraj časovnih okvirjev. Še posebej pa nas seveda veseli to, da danes, ko na nek način smo že uradno odprli ta objekt, ugotavljamo, da ta objekt že prehaja v tisto življenje, torej da se bo znotraj tega objekta že začelo izvajati različne aktivnosti in dejavnosti in to nas še posebej veseli. Mislim, da še imamo 3 pisarne, ki jih lahko oddamo, tako da tisti, ki potrebujejo pisarniške prostore, se lahko prijavijo na razpis, ki je objavljen. Vse ostalo je pa že oddano in se veselim, da bo staro mestno jedro zaživelo, še posebej pa takrat, ko bomo seveda še drugi projekt zaključili, vezan na stari mestni trg. To pa mislim, da bo pravzaprav eno najlepših, pa tudi najbolj intimnih področji v mestni občini Velenje. Ampak recimo ta kreativni center Čuk lepo je ohranil tudi ime od preteklosti, ne? Komu je pravzaprav namenjen? Zdaj tudi vem, da krvodajalstvo ima svoje prostore, ne? Ko so krvodajalske akcije, se pravi, ste odprli vrata na nek način tudi ostalim? Ja, mi smo že v samem razpisu določili, katere vsebine so primerne za staro mestno jedro. Konec koncev smo to tudi na nek način morali upravičevati takrat, ko smo prijavljali ta projekt na razpis, da bodo tukaj notri vsebine, ki sodijo v staro mestno jedro, in zelo pomembno nam je bilo na eni strani, da ohranimo te stare obrti, kar pravzaprav čevljar prav gotovo je. Istočasno smo z testeninami šili, ki bo imel sosednji prostor, tudi na nek način pokazali, da se znotraj tega ustvarjajo neke aktivnosti in podjetja, ki so se pred časom, bom rekel, pojavila v naši občini in ki so razvojno naravnana, pa sodijo v staro mestno jedro. Po drugi strani je to priložnost za posamezne obrtnike v tem srednjem prostoru, kjer imamo pisarne, kot rečeno 3 pisarne so že oddane, čisto na vrhu pa pravzaprav ne gre, da v Velenju ne bi gledali v prihodnost. In se mi zdi, da je ta coworking prostor, ki se je danes preselil iz Saša inkubatorja v ta objekt, kjer bodo se rojevale neke nove ideje, mlade ideje, neka sveža energija, in se mi zdi, da zmes vsega tega ti da na nek način tisto, kar Velenje danes pravzaprav je. Spoštuje preteklost in pa seveda je usmerjeno v prihodnost, in se mi zdi, da je ta kreativni center Čuk ravno to. Bo pa to staro mestno jedro, staro Velenje dobilo res eno krasno podobo. Če pogledamo Velenjski grad, vsi, ki se pripeljemo v Velenje, ko vidimo to lepoto, nam kar srce zaigra. Ja, se mi zdi, da ta del od Vile Bianche, predvsem to nam je ciljno, od Vile Bianche do križišča, kjer se zavije za Pikadili, da sedaj poskušamo čim bolj celovito rešiti, da je ta del potem resnično rešen. Tako ali tako že tamkajšnji krajanke in krajani že več kot leto in pol se soočajo s hrupom, z nemirom, tako imenovanim, vezano na seveda gradbene posege, in se jim iskreno zahvaljujem za to, da kljub temu ne povzročajo večjih nevšečnosti in da so, to sem tudi prepričan, lahko zadovoljni s potekom samih del. Kot rečeno, ravno v teh dneh tudi proučujemo možnost sanacije še ceste od Vile Bianche do Starega trga 11, torej do kreativnega centra Čuk, in pa v neposredni bližini čez cesto kreativnemu centru Čuk bomo tudi porušili eno zastarelo staro hišo, ki je pravzaprav že v neuporabnem stanju, in na tem delu tudi zagotovili še dodatne parkirne prostore. Lepo, ko ste omenili, da stanovalci imajo zdaj tudi razumevanje, najbrž tudi zato, ker konec koncev bo staro Velenje potem res lepo, takšna podoba, ki si jo na nek način vsi želimo.
To drži, je pa res, da je tudi skozi takšno investicijo potreben nenehen dialog s krajevno skupnostjo, s krajankami in krajani. Jaz mislim, da smo to dobro počeli. Bilo je nekaj seveda slabe volje, kot je vedno proti tovrstnih posegih, ampak tako pač je. Včasih je vredno tudi nekaj potrpeti, zato da je potem kasneje seveda nekoliko lepše. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol, omenili ste, da je res Velenje lepo mesto, ima pa tudi veliko dobrih nazivov. Zdaj recimo najbolj varno mesto, to je tudi ena novost. Ja, ne vem, zakaj se mnogi čudijo, da smo najbolj varno mesto. To sem bil deležen tudi na sami podelitvi nagrad za najbolj varno mesto, kjer so me tudi posamezni državni sekretarji spraševali, kako je to mogoče. Ampak ja, je mogoče, če ima Velenje dobre institucije, dobre organizacije, če je dobro koordinirano, če se različni deležniki med seboj povezujejo, potem je to možno. Na takšen način se najlažje sprejemajo tudi vsi ukrepi, zaznavajo se problemi in potem seveda vsak v skladu s svojimi pristojnostmi tudi pristopi k temu, da posamezne probleme odpravljamo. In tukaj gre pravzaprav za socialno varnost, za zdravstveno varnost, za varnost v cestnem prometu in tako naprej in tako naprej. Skratka, tako lokalna skupnost, zdravstveni dom, policija, gasilci, odbor za pomoč občankam in občanom, skratka vsi deležniki, vsak na svojem področju opravlja svojo nalogo in če ne bi tako razpršeno delali in koordinirali kot lokalna skupnost, potem tudi tega uspeha ne bi bilo. Tako pa smo lahko na to veseli, ponosni, k temu pa pravzaprav največ dajo tudi občanke in občani. Še vedno je seveda nekaj vandalizma, tega se zavedamo, mogoče celo v porastu v zadnjem obdobju, ampak tudi s tem se bomo morali znati soočiti in seveda še poskušati narediti kaj dodatnega, da bomo v prihodnje še bolj varno mesto. Predvsem pa, da ne bomo uničevali te javne dobrine, vsega tistega, kar smo pravzaprav z javnimi sredstvi ustvarili. Tudi prostovoljstvo prijazno mesto. Ja, to je po drugi strani lahko pa že samoumevno, da Velenje dobi takšen naziv. Vemo, kakšna je naša preteklost, vemo, kakšne vrednote tukaj živimo, jih negujemo in prostovoljstvo je pravzaprav ena izmed ključnih vrednot. Če ne bi imeli prostovoljcev, ki jih je v Velenju resnično ogromno, potem tudi tega naziva ne bi imeli. Sigurno je pa tudi usmeritev lokalne skupnosti, kjer poskušamo tudi z različnimi razpisi spodbujati k prostovoljnemu udejstvovanju, dodajati kakšno točko zraven, da ljudje se tega zavedajo in to tudi seveda izvajajo. Tisto, kar se pa za mene zdi najbolj pomembno, je pa to, da je v prostovoljskih sferah veliko mladih ljudi, kar seveda pomeni, da nam uspeva to prostovoljstvo iz starejše generacije potem prenašati na mlajše generacije in dokler bomo tako učinkoviti, potem sem prepričan, da bo Velenje vedno znova prostovoljstvo prijazno mesto in danes so to udarniki, naslednje leto bo nekdo drug, skratka vsi, vsak na svojem področju počnejo stvari, s katerimi blažimo takšne in drugačne stiske naših ljudi. Ravno to sem želela poudariti, udarnik Mladinskega centra Velenje. Če se spomnimo v času koronavirusa, kako so bili aktivni, kako so pomagali starejšim, morda osamljenim, tisti, ki niso imeli recimo možnosti, da bi kam šli. Ja, in glede na to, da je to institucija oziroma združenje, ki je pravzaprav nekaj let šele aktivno, je to toliko lepše, toliko boljše, da so pravzaprav v nekaj letih uspeli, bom rekel, na eni strani toliko ljudem pomagati, kot so pomagali tudi v tem korona času, istočasno pa promovirati Velenje navzven. Njihove aktivnosti je že lani prepoznal tudi predsednik republike. Njihove aktivnosti se prepoznane izven meja naše lokalne skupnosti. Mnogi sprašujejo, kako so organizirani, kako posnemati njihove aktivnosti in to je pravzaprav to. So pa to srčni ljudje, ljudje, ki za to ne potrebujejo oziroma niti ne pričakujejo nekega plačila in to je tisto, kar je danes v tem kapitalističnem svetu seveda lahko in mora biti najbolj dragoceno. In tudi redkost. Koliko teh mladih se vključi v prostovoljstvo? Če pogledamo šolski center Velenje, različni krožki, mlade spodbujajo k prostovoljstvu. Ja, drži. In sicer sem pozabil zdaj natančne številke, koliko prostovoljnih ur je bilo izvedenih v tem zadnjem letu, ampak
to je resnična številka, kjer pravzaprav vsakodnevno potrebno biti v pogonu za to, da nekomu pomagaš. Ljudje so pa to tudi sprejeli, se navadili, nekateri mogoče celo razvadili, tako kot je pri ljudeh seveda navada. Ampak še danes kamerat pravzaprav vsakodnevno vozi, imamo različne druge aktivnosti in potrebno je tukaj na področju prostovoljstva resnično imeti zelo širok spekter aktivnosti, zato da mlade na nek način spodbujamo k temu, da izvajajo neke druge aktivnosti, bodisi športne, druge, da se ne ukvarjajo z drogami, na istočasno pa seveda, da starejši populaciji poskušamo čim bolj lajšati to življenje, vsakodnevne prepreke, ki jih konec konca tudi tehnologija in razvoj tako mesta kot tudi družbe prinašajo. Kamerat se je tudi dobro prijel. Dobro se je prijel, kot vedno lahko rečem, da so ljudje to seveda sprejeli, komaj smo vsi skupaj čakali, da sedaj po končanem korona času, da bomo seveda ta projekt tudi znova zagnali. Lahko rečem, da je od prvega dne dalje dobro uporabljen. Bilo je pa potrebno izvesti nekaj korekcij v samem vozilu oziroma vzeti drugo vozilo zaradi vseh ukrepov, tako da nekaj težav je bilo, ampak smo tudi te uspešno premagali. In tudi brezplačni avtobusni prevoz, če pogledamo različne lokacije v Velenju, predvsem pa ljudje koristijo ta prevoz, se mi zdi, do pokopališča, kar se mi pa zdi tudi zelo, zelo pomembno. Predvsem starejši ljudje. Točno to, veliko je ljudi, ki se vozijo z brezplačnim avtobusom, veliko je mladih, veliko je starejših, vsak ima seveda neki svoj cilj in se mi zdi, da ljudje komaj čakajo, da mi z novo koncesijo na novo določimo tudi trase, čeprav veliko jih ne bi spreminjali, ampak mogoče kakšna korekcija bi pa vsem bila smotrno jo izvesti, kajti v teh dneh ali pa tem obdobju veliko pobud pride, kje bi še lokalc naj vozil in tako naprej. Skratka, ljudje smo se tudi tukaj, smo sprejeli na eni strani, po drugi strani nekoliko razvadili. Vse to je pa potrebno seveda zagotavljati znotraj proračuna Mestne občine Velenje. Če sem iskren, je to iz leta v leto težje zaradi vseh teh pritiskov, ki so tudi strani države na občinske proračune, ampak dobro, rečemo, da se bomo potrudili in da bomo tudi v prihodnje zagotavljali ta brezplačen avtobus. Gospod župan, lahko pravičeno rečemo, da v Velenju se veliko dogaja. Zdaj začele so se prireditve na nek način. To je tudi zanimiv kraj za organizatorje različnih dogodkov. In če najprej opredeliva 12. junij, vse slovensko srečanje veteranov, ogromno ljudi, pozitivno vzdušje, že dolgo časa ni bilo tako, a ne? Moram priznati, da sem nekoliko bil, bom rekel, v zmedi, kaj pravzaprav bo ta dogodek prinesel, kajti bil je to prvi dogodek, ki smo ga tudi uradno organizirali na Visti. Ampak ko sem prišel, bom rekel, v to kuliso, je resnično to neka kulisa, ki je izredno prijetna za druženje na eni strani, po drugi strani je bilo pa prijetno videti, ker je pravzaprav ne 1500 ljudi, kot je bilo napovedanih, ampak približno 2000 ljudi prišlo iz vse Slovenije v Velenje in toliko pohval, kot sem tudi osebno in tudi kasneje po različnih kanalih prejel, jih že dolgo nismo in lahko smo resnično ponosni. Kot prvo, da imamo takšen objekt, kjer je mogoče seveda takšno druženje in kot drugi strani, da smo še enkrat več dokazali, da smo zelo dobri organizatori in da ljudje, verjemite, da se bodo z veseljem vračali v Velenje. Bil je to velik organizacijski zalogaj, tudi potem sama vaja, ki je bila izvedena in prikazana za ljudi, nekaj novega. Ja, mi smo že, mislim, da pol leta ali pa mogoče že več nazaj, sem izdal tudi sklep o organiziranosti oziroma v skupini, ki bo seveda pripravila ta dogodek in vsak je na svojem področju opravil svojo nalogo. Tako tisti, ki seveda zastopajo častnike, kot tiste, ki zastopajo veterane, pa potem v Mestni občini Velenje kabinet župana opravi izredno veliko in pomembno nalogo in seveda, če ljudje, takšni pozitivci združijo moči, ideje in potem seveda nastane nek tak dogodek, kot je nastal, to je pa pravzaprav en najlepših in največjih promocij, ki jo lahko naše mesto ima. Pričela se je kopalna sezona, to pomeni, dopusti so tukaj, počitnice tudi. Organizirali ste prireditev Kresna noč? Kresna noč, kot vsako leto, tudi v letošnjem letu.
dogodek, ki na nek način je povezan tudi z odprtjem Velenjske plaže. Kresna noč, na kateri smo, kot tudi v preteklosti, bili seveda tudi dobrodelni. 5000 evrov smo podarili Zvezi prijateljev mladine. Lepo je spremljati seveda vse te aktivnosti, ki so se tudi odvijale na Radio 1, kjer so se zbirala sredstva za Zvezo prijateljev mladine, ampak smo nekaj sredstev tudi tam namenili, ampak se mi zdi zelo pomembno, da smo lokalno usmerjeni, da poskušamo sredstva, ki jih namenjamo v ta namen, usmeriti v te naše otroke, da pravzaprav poskušamo čim večjim otrokom pričarati čim lepše življenje. Zato je tudi teh 5000 evrov namenjenih Zvezi prijateljev mladine. Istočasno smo pa v letošnjem letu podali tudi nekaj novitet, kar se tiče same Velenjske plaže. Društvu vodnih športov smo predali plovilo, ki je namenjeno invalidnim osebam, z željo, da tudi tisti, ki so na invalidskih vozičkih, ki so, bom rekel, manj pokretni ali pa celo nepokretni, se bodo imeli možnost gibati po Velenjskem jezeru. Istočasno smo tudi zaznali, da je kar nekaj želja, da bi se otroci lažje dostopali do Velenjskega jezera, da bi imeli nek svoj kotiček, kjer bi lahko seveda ta nivo vode ne bil tako globok, da bi se otroci lahko igrali. Zato smo tudi začeli s preureditvijo določenega dela plaže v ta namen. Skratka, vse to je na nek način povezano s Kresno nočjo. Želeli smo, da na ta dan vse to predstavimo. Jaz mislim, da nam je dobro uspelo in seveda, da bomo tudi v naslednjem letu ob Kresni noči pokazali nekaj novega in pa da bomo tudi takrat dobrodelni. Ko ste ravno omenili Klub vodnih športov Velenje, oni se precej trudijo za različne dogodke, tudi osebe, ki prihajajo iz drugih koncev Slovenije, lepo gostijo iz različnih posebnih šol in pričarajo to Velenjsko plažo na drugačen način, ti lepote Velenja. Na eni strani Velenjsko plažo, lepote Velenje, po drugi strani pa tudi nekih zgodovinskih dejstev, ki so se na tem območju dogajale. Skratka, potopljenih vasi in vsega ostalega znajo zelo doživeto in prelepo predstaviti, pa istočasno tudi predstaviti, kaj se danes dogaja. Še vedno so vidne posledice degradacije našega okolja na eni strani, na drugi strani seveda okolje, ki je že bilo degradirano, pa je že bilo tudi sanirano. Skratka, vse to so neke zgodbe Velenja, kjer na eni strani Velenjskega jezera opazuješ preteklost, ki si jo saniral, in na drugi strani seveda zreš v prihodnost, kjer bo v prihodnosti tudi seveda možno to območje izkoristiti. Seveda bo to verjetno počakalo na naslednje generacije, ampak se mi zdi, da že danes moramo gledati z enim očesom tudi tako daleč, da bodo naši otroci imeli seveda na eni strani kaj za početi in tudi v čem uživati. Velenjska plaža je torej prava atrakcija za obiskovalce. Včasih smo rekli, gremo na kavo v Portorož. Zdaj pa, če poslušamo ljudi z različnih koncev Slovenije, recimo Maribor, Gorenjska, kam gremo? Gremo na Velenjsko plažo, ne na morje. Ja, in tudi se kaže, da pravzaprav gostinska ponudba je izredno pomembna, da bo potrebno na tej ponudbi lahko rečemo iz meseca v mesec več delati. Zato zelo si želimo in prepričan sem, da bodo vsi lokali tudi v kratkem zaživeli. Zdaj največji izziv je pravzaprav Kamp Jezero, ki je v lasti Premogovnika Velenje. Mi želimo, da čim prej bodi si nov najemnik, bodi si nov lastnik to območje tudi spravi v življenje, da tudi tam ponuja neko gostinsko storitev. Potem pa seveda gostinski lokal pod prireditvenim odrom in prostorom, torej na sami Visti, ki bo v mesecu juliju tudi zaživel, bo ponujal neko dodatno ponudbo. Skratka, vsi ti gostinci, če sem preštejemo še restauracijo jezera, za katero tudi obljubljajo, da bi naj v mesecu juliju oživeli, potem bo resnično tudi kulinarika zelo pestra in verjamem, da bo prostora na tej plaži in na širšem območju več kot dovolj za vse tiste, ki bodo prihajali na naše mesto. Najbrž pa tudi na socialnih omrežjih spremljate različne fotografije, ko se ljudje recimo fotografirajo ali na Visti ali na Velenjski plaži, te sončnice, srcija, kako ljudje uživajo? Ja, uživajo, sploh ob mastodontih, to smo lahko videli. Moram reči, da toliko komentarjev že dolgo nisem videl kot sem jih zaradi teh mastodontov, pa bi z veseljem postavili seveda stare mastodonte nazaj.
pa so nažalost se verjetno na 1000 koncev razleteli. Skratka, to ni bilo mogoče, če bi šli v postavitev takšnih mastodontov danes. Kot prvo bi morali poiskati izredno velika finančna sredstva, kot drugo bi pa to kar nekaj časa tudi trajalo. Tako smo na pobudo projektanta tudi kot replika nekih ostalih primerov dobrih praks iz tujine sprejeli ta dva mastodonta na Visto in sem prepričan, da bosta na koncu se tudi ta prijela. Istočasno pa se zavedamo, da ljudje, kot sem že prej dejal, v Velenju smo nostalgični, zelo težko sprejemamo neke spremembe, ampak to je neka sprememba, ki smo jo v tem trenutku morali sprejeti, na to se moramo navaditi. Bomo pa sigurno v prihodnosti iskali še v okviru kakšnih evropskih projektov, na kakšen način uživiti bodi si te mastodonte, bodi si celo nek mastodontov park, ki bi bil primeren za to, da ohranjamo spomin na najdbo teh kosti, ki so se pravzaprav v Škalskem jezeru tudi takrat našla. Drugače pa ostale fotografije, resnično ogromno jih je. To je pravzaprav nekaj najlepšega in tudi najcenejšega danes, kar se tiče same promocije našega mesta, promocija Viste, promocija Velenjske plaže. In s temi socialnimi omrežji lahko potem tudi največ naredimo. Velenjska plaža je prejela številna priznanja, torej kopanje je varno. Imate zagotovljeno tudi kakšno varovanje, kakšne so letošnje novosti, tudi glede parkiranja, gostinske ponudbe? Ja, mi še vedno seveda se moramo zavedati, da je to neke vrste kopališče, ki nam ga je podarila narava ali pa posegi v prostor. In da to ni uradno kopališče, torej da je kopališče seveda oziroma samo kopanje na lastno odgovornost. Kljub temu, čeprav nam to v taki obliki, kot izvajamo, to ne bi bilo potrebno, resnično želimo poskrbeti za varnost, za vse tisto, kar je pomembno, da se ljudje čim lažje, čim bolj varno gibljajo po tem prostoru. Zato imamo tako reševalne skupine, zato imamo tudi veliko osebja, ki je znotraj tega območja razpršenega in ki seveda vsakodnevno izvaja bodi si nadzor, bodi čiščenje okolice in tako naprej. Skratka, vse to počnemo in to bomo tudi počeli. Je pa res, da vsako leto namenimo preko 150 tisoč evrov v to velenjsko plažo. Zato smo tudi se odločili, da bomo v letošnjem letu pričeli z pobiranjem parkirnine z mesecem julijem. Bilo je kar nekaj pobud tudi strani občanov, zakaj tega ne počnemo. In se mi zdi, da je to lahko zelo neke vrste jasen signal, kako želimo biti gospodarni, da pravzaprav sredstva iz naslova te parkirnine potem vlagamo v še dodatno ponudbo na sami velenjski plaži in pa tudi v širši okolici, kajti v prihodnosti nas čaka še veliko izzivov. Ideja o predstavitvi čolnarne, širitvi tega dela, skratka veliko je idej na tem območju, od drugačne ureditve parkiranja in tako naprej. Za vse to bodo potrebna finančna sredstva in če bomo želeli, da bo ta panoga resnično pričela čim bolj prenašati neke prihodke, ne samo v občinski proračun, ampak predvsem vsem tistim ponudnikom na tisti lokaciji, potem seveda moramo tudi mi delovati gospodarno. Kot ste, župan, že nekajkrat omenili, na Visto ste še posebej ponosni, ker ste na tem degradiranem območju naredili nekaj dobrega, nove priložnosti za nove zmage, lahko rečemo. Zakaj ravno ime Vista? Koliko časa je potekal ta projekt? Ja, to so zelo težke odločitve. Tako z mastodonti, kjer so me pravzaprav morali kar nekajkrat prepričevati, da jih postavimo na to lokacijo, kot tudi z samim imenom smo imeli kar nekaj debat in to je ponovadi tako v življenju, ker imajo trije pravniki vsak svoje mnenje, podobno je bilo tudi pri tem imenom. Zato sem tudi sam naredil na neki točki res in sem rekel, dajmo to mi dati strokovnjakom iz tega področja, pa naj oni predlagajo, kaj bi pravzaprav bilo pravšnje za to okolje, kajti tudi na našem kolegiju je imel vsak svoje mnenje, vsak svoje videnje. Strokovnjaki se potem nekoliko strateško seveda lotijo vsega tega, prvič, kaj pravzaprav, kakšno je to ime, da bo čim širše prepoznano, ki bo enostavno izgovorljivo, ki bo tudi tujcem
prijazno, pa bo na nek način podajal še vedno neko zgodbo Velenja in se mi zdi ta Vista park s pogledom zelo, zelo lepo ime. Mislim tudi, da se ga ljudje zelo dobro sprejeli in mislim, da ga bodo vedno bolj sprejemali. Gre pa za nek način ime, ki je v tujini, kot sem dejal, prepoznano, lahko si ga je zapomniti, lahko ga je izgovoriti tudi v tujini. Istočasno pa ta park seveda s pogledom v prihodnost kaže na nek način tudi na to, da smo Velenjčanke in Velenjčani pred velikimi izzivi v prihodnje, da na nek način imamo pred sabo termoelektrarno Šoštanj, pa to premogovniško degradirano območje, kar je seveda lahko en del tega pogleda, ne? Po drugi strani pa splošen pogled v prihodnost kaže na to, da bomo enostavno morali ta del industrije preobraziti v neko drugo obliko, kjer bodo ustvarjene nove priložnosti in lahko s tem seveda na tem delamo tudi neke zelo lepe in pozitivne zgodbe. Pa kakšen je ta objekt Vista? Kako je zgrajen? Tehnično se ne bomo poglabljala danes, ampak predvsem je želja načrtovalcev bila takrat, da dobijo nek oder, na katerem bodo lahko izvajali potem vse te dogodke, da bo istočasno na tem odru tudi neka razgledna ploščad, kjer je pravzaprav, katera je tudi najbolj obiskana, to smo tudi videli, da istočasno imamo ta stik z jezerom, kar ta pomol tudi kaže, in da pa imamo neke vrste ponudbo. Otroška igrala, ki niso tako bogata, kot bi seveda na marsikaterih otroških igriščih so, ampak kljub temu je neka dodatna ponudba, kjer lahko starši se usedejo, prepustijo otrokom, da se nekaj časa igrajo. Spodaj zraven pa sama gostinska ponudba z vsemi pripadajočimi objekti, ki jih pravzaprav tudi za neke koncertne dejavnosti nujno potrebujemo. Je bilo potrebno pa kar nekaj posegov v samo komunalno infrastrukturo. Če vemo, v preteklosti so se te zaledne vode, vse, kar je prišlo od Bele dvorane, od, bom rekel, beach bara, restauracije Jezero, je to avtomatsko oziroma nenehno šlo v naše jezero. Danes z urejeno komunalno infrastrukturo pa vse te vode takšne ali drugačne seveda zbiramo in jih preko infrastrukture potem odvajamo dalje v proces čiščenja. Skratka, veliko smo tudi v tem obziru naredili za sanacijo tega dela okolja in tudi za zaščito jezera. In ljudje, moramo priznati, so komaj čakali na uradno odprtje Viste. Zelo težko je delati čuda, ko enostavno čez noč ugotoviš, da se ukrepi sproščajo in enkrat je potrebno organizirati celoten dogodek, ne glede na to, da smo se kar nekaj časa pripravljali, da sem vedno dejal, da moramo imeti vsaj 3 scenarije pripravljeno, ko bo mogoče nek dogodek izvesti, je seveda še vedno nek grenak preokus, takrat, ko pa dejansko moraš naenkrat izvesti ta dogodek in je predvsem, lahko rečem, bilo zaznano kar nekaj strahu tudi vseh tistih, ki so tako ali drugače sodelovali pri tej organizaciji dogodka, kajti potrebno je bilo sodelovanje resnično zelo velikega spektra deležnikov, ampak so dobro opravili svojo nalogo. Mislim, da s tem dogodkom smo se tudi največ naučili in da v prihodnosti bo vsak dogodek lažje izvedljiv. Želim pa si, da bi ljudje tako kot do sedaj na teh dogodkih in tudi nasploh v prihodnje sprejemali ta objekt, ga imeli za svojega, da bo na tem objektu čim manj vandalizma in čim več tistih prijetnih druženj, bodisi z družino, bodisi s prijatelji ali pa na nekih poslovnih srečanjih ali koncertnih dejavnostih, ki jih bomo izvajali tukaj. In me zelo veseli, ko so mi pred dnevi tudi pokazali program na sami Visti, da je pravzaprav iz dneva v dan vedno več dogodkov vnešenih v ta program in verjetno bomo imeli kar na koncu težava, ki je iskati še te dodatne termine, dodaten prostor za izvedbo vseh teh dogodkov. Tisto, kar je pa naš največji izziv, pa je, da zdaj v nekem doglednem času tudi poskrbimo še za vso tehnično opremo, ki jo nujno potrebujemo, da bomo resnično potem sposobni bom rekel, organizacijo takšnih ali drugačnih dogodkov, ampak kot rečeno, tukaj smo amaterji na tem območju, se učimo na tako velikih objektih delati in kot rečeno, ti
dogodki, ki so bili do zdaj izvedeni, so pravzaprav najboljša šola tudi za vse naprej. Odličen nastop tudi učenk in učencev glasbene šole Franko Runko-Željski Velenje, na vi ste pa perpetuum jazzile, pripeljali ste res odlično, vrhunsko, neslovensko svetovno zasedbo. Ja, ampak kljub temu dovolj slovensko, da je prepoznano doma. Ne gre pa brez lokalnih, seveda, glasbenikov. Na nek način smo s tem tudi želeli pokazati, da je ta oder namenjen tudi domačim glasbenikom in da bodo tudi tukaj lahko ustvarjali in prikazovali svoje kreacije. Zato je na mestu, da tudi ob prihodnjih dogodkih, takšnih ali drugačnih, seveda poskušamo čim več vključevati domače umetnike, domače glasbenike in to je tudi naša usmeritev. In se mi zdi, da je to tudi dobra promocija za vse nas. Gospod župan, tudi letos ste pripravili tradicionalni sprejem za odličnjake in odličnjakinje. 121 jih je letos. Ponosni moramo biti na njih, da so tudi ob teh kriznih časih seveda uspeli zdržati vse te pritiske in uspešno zaključiti ne samo šolanje, ampak na koncu dneva tudi postati odličnjaki. In ti odličnjaki prav kažejo, da imamo v Velenju veliko talentov, da imamo pri mladih ogromno potencijala in zato je odgovornost vseh nas še toliko večja, da vedno znova opozarjamo na to, da je potrebno za mlade na eni strani skrbeti tako v času izobraževanja, kot seveda še dodatno potem po zaključenem izobraževanju. Jaz ta stik z mladimi bom sigurno ohranjal. Tukaj bomo poskušali ustvarjati neke priložnosti, s katerimi bodo mladi seveda ostajali v Velenju, pa se tudi priseljevali po končanem izobraževanju nazaj v Velenje in tega se mora zavedati tudi Ljubljana. Kajti miselnost s tistimi, ki so vsakodnevno v Ljubljani in sprejemajo odločitve, je čisto drugačna kot vseh nas, ki smo razpršeni po Sloveniji in kjer se borimo s to centralizacijo, ki pravzaprav povzroča največ škode ravno mladim, ki potem iščejo svoje priložnosti izven meja svojega domačega okolja in se mi zdi, da to ni najbolj dobro in na tem bomo morali veliko delati, predvsem pa tem mladim, ki so pa odličnjaki, pa tudi vsem ostalim seveda dati iskreno zahvalo, jim čestitati in ustvarjati potem za njih neke nove priložnosti. Ravno to je bistvo, kar ste omenili, da se mladi po končanem študiju vrnejo nazaj v Velenje, se pravi stanovanjska problematika tukaj ni vprašljiva, recimo znižali ste tudi komunalni prispevek za mlade. To pomeni, da se mladi vračajo, da želijo si ustvariti topel, ljubeč dom prav v Velenju. Se mi zdi, da vedno več se vračajo. Tudi v zadnjem obdobju sem kar nekaj, bom rekel, tako imenovanih prišlekov z nekim drugačnim naglasom spoznal, ki so se priselili v Velenje in sem se rekel, poglejte, se pa se da, ne. Veliko je ljudi, ki so se preselili in bo danes pravzaprav posebni izziv zagotavljati zadostna stanovanja. Tukaj bomo morali, mislim, da že kar naslednjo leto resnično zavihati rokave, iskati neke nove priložnosti, neke nove stanovanjske površine, kajti če želimo mladim omogočiti, da se vrnejo sem, da poiščejo tukaj službo, jim je najprej potrebno zagotoviti tudi stanovanja. In stanovanja, ki bodo dostopna, skratka, da poskušamo z takšnimi ali drugačnimi ukrepi, tudi, bom rekel, z potencialnimi financerji iskati neke rešitve, da mladi čim lažje pridejo do prvega stanovanja, da potem čim lažje seveda se implementirajo v to okolje. Ko so pa mladi enkrat zaposleni, ko imajo dobra delovna mesta, potem je pa vse skupaj veliko lažje in potem seveda je z naše strani potrebno skrbeti še zgolj za to, da imajo dovolj otroških igrišč, pa da je vrtec dostopen, pa da so izobraževalne institucije ustrezno urejene, potem so pa to nekateri drugi izzivi. Kako je s prestrukturiranjem? Prestrukturiranjem, ja, tema, ki je seveda v teh dneh zelo aktualna, naše razočaranje na tem, da niso upoštevali na Ministrstvu za infrastrukturo pravzaprav niti ene pripombe ali predloga, ki smo ga dali, bodisi kot sindikati, bodisi kot lokalna skupnost ali pa kot gospodarstvenike, je zelo veliko in mi bomo tukaj vztrajali. Mi
Vkolikor se ne bodo te stvari rešile, mi upravičeno pričakujemo zamrznitev sprejema tega dokumenta, da gremo še enkrat čez same predloge, da se upoštevajo naši predlogi in da potem iščemo neke naslednje korake. Če bodo pa mimo nas sprejemali odločitve, potem bomo pa mi sigurno dolžni o tem obvestiti tudi Evropsko komisijo, kajti ravno ta komisija je dala tudi navodilo in jasna določila, da morajo ti dokumenti nastajati v socialnem dialogu z vsemi deležniki, tako lokalno skupnostjo, sindikati, nevladnimi organizacijami, gospodarstvom. Pa smo sicer imeli sestanke, dali smo pobude, ampak enostavno dokument takšen, kot je bil prvi dan, takšen je bil zadnji dan in pravzaprav na takšen način ne mislimo sodelovati. In tukaj bomo seveda na vse pretege branili ta javni interes znotraj Šaleške doline. Upam pa, da bo prevladal razum in da bomo prišli do neke skupne točke. Katera je zdaj tista letnica, o kateri se govori? Še vedno 33? Pri tem še vedno vztrajajo pri 33. letnici, s tem, da so ostale scenarije enostavno izbrisali iz same strategije. Skratka, ni več ostalih letnic, ampak je dikcija, da najkasneje v letu 2033. To seveda pomeni, da je lahko tudi prej, brez pa, da bi se opredelili do virov financiranja, do programov, do zakona o postopnem zapiranju premogovnika, do zakona o prestrukturiranju. Skratka, enostavno letnica se bo sprejela, potem se bodo seveda odločevalci spremenili, ne bodo več isti in letnica nam bo ostala, rešitev pa ne. In na to ne moremo pristati, zato bomo seveda pri teh stvarih vztrajali. Zelo pozorno spremljate tudi izgradnjo 3. razvojne osi. Kakšno je zdaj stanje? Gradnja na teh odsekih, ki se gradijo, zelo dobro poteka. Tudi so v fazi izbora izvajalcev nekateri drugi odseki. Skratka, Velenje-Slovenj Gradec je odsek, ki dobro teče. Mi na drugi strani pa pričakujemo tudi jasna izhodišča, kdaj se bo začela gradnja odseka Velenje-Šentrupert. Še vedno ni finančne konstrukcije rešene za ta odsek. To sem tudi ministra za infrastrukturo obvestil pred časom, da pričakujem, da nam podajo finančno konstrukcijo, ali bo za to sprejeto državno poroštvo, kot je bil za odsek Velenje-Slovenj Gradec ali ne. Skratka, tukaj pričakujemo jasne odgovore, zaenkrat pa so vsi odgovori bolj takšni v oblaku in jaz upam, da bomo čim prej prišli tukaj do nekih ključnih informacij, na katerih bomo potem dejansko vedeli, kaj se bo zgodilo. Je pa res, da je ravno v tem tednu tudi poteka sestanek, kjer bodo predstavniki Darsa in ministrstva predstavili potek gradnje tudi Velenje-Šentrupert in takrat bomo lahko dali kakšno informacijo več. Gledalke in gledalci, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je po duši tudi odličen športnik. Kadar ima nekaj časa, si ga vzame tudi za rekreacijo v naravi, radi tečete, kolesarite in lahko rečeva, da je Velenje mesto športa. Odličnih športnikov, zdaj če pogledava rokometni klub Gorenje Velenje, državni prvaki, bili ste na zaključni tekmi, samo vzdušje, nam ga lahko malo pričarate, kako ste se tudi vi osebno počutili? Ja, je potrebno kar paziti, da preveč se ne uživiš v samo tekmo, v samo vzdušje, sploh pa po dolgem času. Lahko rečem, da sem pravzaprav obujal spomine izpred 8 let, mislim, da približno 8 let, takrat, ko smo tudi nazadnje bili prvaki in vzdušje je bilo podobno. Tudi tako imenovana fešta po sami tekmi je bila nekaj podobnega. In resnično na eni strani je lepo videti, da na takšen način promoviramo naše mesto, da imamo uspešne športnike. Mlada ekipa dokazuje predvsem to, da je potrebno vlagati v mlade, da je potrebno mladim verjeti in to ne samo v rokometu, tudi na ostalih športnikih. Pri ostalih športnikih, konec koncev tudi karateisti, so dosegli odlične rezultate na evropskem prvenstvu. Imamo odlične atlete, ki žanjejo rezultate, plavalce in vse ostalo in lahko smo veseli, da imamo vse to. Seveda je potrebna za to tudi ustrezna infrastruktura. Žal vlaganj v šport podprtih strani države v zadnjih letih ni bilo.
kaj dosti, zato bi tukaj v prihodnosti morali več sredstev namenjati v ta namen. Bomo pa videli. V lokalni skupnosti bomo pa sigurno podpirali vse aktivnosti, konec koncev pa to kaže tudi odločitev, da smo v letošnji proračun dali 100 000 evrov več sredstev za nadpovprečne športne dosežke kot v preteklem letu in tudi na takšen način kažemo spoštovanje do športa in da poskušamo resnično mladim pričarati šport kot neko priložnost, kamor se seveda lahko zatečejo. Tudi kolesarska dirka po Sloveniji je bila dobro obiskana, navijaški duh v nas. Ja, zanimivo, nekaj sekund se peljejo skozi Velenje, pa takšna euforija in predvsem je to po zaslugi odličnih kolesarjev, Rogliča, Pogačarja in tako naprej. Lahko smo ponosni na te kolesarje in smo lahko tudi ponosni, da smo se na nek način dogovorili z organizatorjem, da bo del kolesarske dirke potekal skozi Velenje. Mislim, da je to še ena izmed promocij našega mesta in je prav, da smo ta projekt tudi podprli. Zelo dobro skrbite za občanke in občane tudi s tem, da se ljudje veliko gibljajo v naravi, kolesarijo, odlične kolesarske povezave. Kaj ste zdaj v zadnjem času naredili na tem področju? Najbolj obogatene so sigurno kolesarske povezave. Mi poskušamo seveda z neko trajnostno obliko promovirati, da čim več ljudi uporablja kolesa, zato izvajamo tudi različne, bom rekel, projekte od tako imenovanega koleščkanja do vsega ostalega. Meni se zdi pa zelo pomembno, da skozi prizmo teh kolesarskih povezav na nek način zagotovimo, da se čim več ljudi, tako mladih, manj mladih, tudi tistih na invalidskih vozičkih seveda imajo možnost gibati po našem mestu, da lahko varno pridejo z ene lokacije na drugo lokacijo. Že prej sem omenjal Mladino Skiroji. Skratka, za vse to je potrebno skrbeti in se bolj bojim, da bo v prihodnosti še veliko več tega potrebno postoriti, kot pa da smo danes kaj preveč naredili, kajti resnično je ta trajnostna mobilnost vedno bolj aktualna. In bo potrebno skozi leta, skozi neko družbeno miselnost seveda pripeljati tudi do tega, da bomo še več ljudi spravili na avtobuse, še več ljudi na kolesa, skiroje ali pa peš in bo to na nek način zdrava oblika življenja. Na drugi strani bo pa to postajal tudi naš način življenja. In česarkoli se lotite, je vedno v javnosti recimo primer dobre prakse. Tako vam je Inštitut za politiko prostora podelil priznanje, zdaj vas kličejo iz drugih občin in prosijo tudi za pomoč, a ne? Ja, to so ti projekti, ki jih izvajamo. Ekipa, ki je tukaj znotraj mestne občine, je tudi zelo usmerjena v to kolesarstvo, tako da imajo seveda veliko več idej, kot smo jih enostavno sposobni realizirati, ampak me veseli, da so drugje prepoznali te naše aktivnosti, da sprašujejo, kako ste izvedli takšen projekt in naj bo to, rečemo, dovolj za to, da vsi skupaj smo zmotivirani, da gremo v neko drugo obliko prevoznega sredstva, kot pa z avtomobilom, čeprav verjamem, da je velikokrat to težko, predvsem zaradi tempa življenja. Ampak bomo poskušali s temi projekti nadaljevati, jih nadgrajevati in seveda širiti na takšen način to miselnost. Čez 2 dni, se pravi 23. junija, pripravljate proslavo ob dnevu državnosti. Kje? Dan državnosti pri Lipi samostojnosti kot vsako leto. Letos je 30. obletnica osamosvojitve Slovenije. Mislim, da je čas, v katerem smo se vsi skupaj znašli, zelo pomemben in da je to tudi praznik, ob katerem bo potrebno, lahko rečem, si na eni strani naliti čistega vina, po drugi strani tudi jasno in glasno povedati, s čim smo v Sloveniji zadovoljni in s čim v Sloveniji nismo zadovoljni. Mislim, da je teh družbenih razlik ali pa nesoglasij preveč. Ta družbena nesoglasja izhajajo iz politike, kakorkoli obračamo. Se mi zdi, da če že imajo med seboj neke spore, jih naj rešujejo za zaprtimi vrati, tako pa pravzaprav vsakodnevno vidimo samo medsebojna obračunavanja. Nezaupanje ljudi v politiko je pa zelo veliko. Zato je tudi meni kot županu včasih zelo težko delovati kot neke vrste politika ali pa kot z nazivom politika, kajti resnično je sovraštvo do politike tako velike, predvsem to nezaupanje, da bo potrebno temu reči enkrat konec.
Ljudje, ki so obremenjeni, bom rekel, samo s preteklosti, ne gledajo prihodnost, se mi zdi, da bi morali prepustiti svoje stolčke nekomu drugemu, tistim, ki smo usmerjeni v prihodnost. Moramo pa vedno spoštovati preteklost, mimo tega pa ne gre. Preteklost pa spoštuješ na način, da vse tisto, kar se je zgodilo, na nek način znaš to predstaviti javnosti, znaš to spoštovati in znaš to uporabiti za seveda prihodnost, zato da se napake preteklosti ne bi več ponavljali. Na koncu dneva, če tega ne spoštujemo, ne upoštevamo, če bomo tudi v prihodnje tako nastrpni, če bomo tudi v prihodnje uporabljali zgolj ta socialna omrežja za medsebojno obračunavanje, potem bo sovraštvo vedno večje, potem težko zagotavljamo neko varno prihodnost našim otrokom, tega si pa verjetno nihče ne želi. Zato se mi zdi prav, da se o teh stvarih tudi odkrito pogovarjamo, da se na nek način kot družba zedinimo, kako želimo živeti v prihodnosti in da tisti, ki želimo tako živeti, potem tudi seveda zavihamo rokave in delamo v tej smeri. Pred nami čas počitnic, dopustov, kakšne novosti. Konec junija dobimo vsa gospodinjstva nabiralnike, posebno zloženko. Kaj pripravljate? Ja, verjetno je to mišljeno zloženka vezana na prestrukturiranje premogovnih regij. Jaz sem že pred časom tudi z svojim pismom občankam in občanom nakazal, da bomo začeli z obdobnimi brošurcami oziroma letaki vezani na prestrukturiranje z naslovom Pozdravljena prihodnost. Se mi zdi, da je to tema, ki je za nas ključnega pomena, ne samo v teh dneh, ampak tudi v prihodnjih letih in da ljudje morajo imeti zaupanje v samo prestrukturiranje, zaupanje v vse nas, ki seveda sprejemamo, bodi si v svetu mestne občine Velenje, bodi si kot gospodarstveniki, bodi si kot župani neke odločitve, da resnično sprejemamo nekatere odločitve v dobro naše prihodnosti. In dočasih tudi, ko bomo mogoče zavzeli kakšno čudno stališče ali pa imeli nek drugačen nastop v javnosti, kot bi sicer pričakovali, da je to del taktike, del tistega, kar želimo in moramo narediti za to, da bomo na koncu dneva tukaj v Šaleški dolini odšli ne kot zmagovalci, ampak kot tisti, ki smo dobili tisto, kar si zaslužimo. Zato je tudi ta brošura, verjetno bo letošnjem letu še ena takšna brošura, preko katere bomo sproti seznanili javnost o aktualnih informacijah in kot rečeno s ciljem, da ustvarimo to zaupanje med vsemi nami. Še na to mislim z bicikelbusom do Logarske pa Štrekna. To je pa dodatna ponudba, tudi ki jo ponujamo v mestni občini Velenje. Pred nekaj meseci sva se sestala z županjo Solčave, kjer sva govorila o tem projektu in potem pravzaprav v 5 minutah se je tudi dogovorila, da bomo skupaj podprli projekt, torej da bomo z Logarsko dolino medsebojno sodelovali, da bomo organizirali avtobus, kamor bo mogoče seveda prevažati turiste tako iz Logarske doline v Velenje, kot tudi iz Velenje v Logarsko dolino. Predvsem pa smo potem povabili k sodelovanju tudi ostale deležnike, občino Šoštanj, Šmartno, Paki, tudi Terme Topolšica, pa mislim, da tudi Kamp Menina se je sedaj priključil. Skratka, povezujemo to relacijo s ciljem, da imajo tukajšnji turisti ali pa tudi občani seveda možnost čez vikend se zapeljati do Logarske doline, tam kolesariti, istočasno pa iz Logarske, da turisti prihajajo na naše območje, da nekaj trenutkov zauživajo tudi tukaj. Pred nami torej pestro, zanimivo poletje, ogromno teh različnih dogodkov, naj nam zdravje služi, potem pa praznični september. Vem, da imate do dobro že izdelan koncept, kaj vse boste ponudili v prazničnem septembru. Koncept je sestavljen, ampak če me danes vprašate, kakšen je, ne vem, zato poskrbijo moje sodelavke. Verjetno bo pa v kratkem resnično tudi ta meni podrobno predstavljen. Tisto, kar se bo dogajalo na Visti, nekaj tega vem, sigurno bo pa zmes aktivnosti vezanih tako na samo središče mesta, kot seveda tudi na ostale prireditve, ki so vezane tako bodi si na Pika Nogavičko, na koncerte v Visti, vključujoč seveda občinsko proslavo, pa vsega tistega, kar naše mesto ponuja. Verjamem, da bomo vsi skupaj praznovali ponosno na naše Velenje in da bo to dodatni motiv in energija za to, da bomo skupaj
premagovali ovire, ki se nam bodo tudi v prihodnjem letu pojavile. Tudi nagrajenci bodo letos, kot vsako leto? Kot vsako leto, tudi letos nagrajenci. Na zadnji seji v tem mesecu bomo tudi imeli sklep o nagrajencih na sami seji Sveta mestne občine Velenje. Verjamem, da bodo svetnice in svetniki to podprli in seveda že danes iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki zelo pomembno ustvarjajo znotraj naše lokalne skupnosti, in to so seveda tudi vsi prijavitelji zaznali in tudi njim v čast potem seveda dali te pobude, da jih nagradimo. Gospod župan, znani ste po tej vaši odprtosti, srčnosti, da znate prisluhniti ljudem. Ko ste se odločili, da postanete župan mestne občine Velenje, ste prinesli neko svežino, nov veter, kljub temu, da ste imeli odličnega predhodnika prej. Imate tudi super ekipo, ampak v čem menite, da je formula uspeha, da znate povezati ljudi, da jim znate prisluhniti? Tudi strpnost, potrpljenje včasih, odrekanje svojemu prostemu času? Verjetno skupaj vsega tega se mi zdi prav, da imajo ljudje občutek, da so slišani, čeprav so včasih nekatere pobude resnično takšne, s katerimi pravzaprav zgubiš ogromno energije, pa zelo malo pridobiš, ampak so tudi sodelavke in sodelavci sprejeli, da je pravzaprav vsaka pobuda, ki pride v občinsko upravo v takšni ali drugačni obliki vredna obravnave in da jo kot takšno tudi obravnavajo in na to odreagirajo. Je to izredno obremenjujoče, resnično, in velikokrat seveda sodelavci rečejo, pa vse to smo že odgovarjali. Ja, smo odgovarjali, ampak če že imate odgovor, dajte ga še enkrat, ne, saj ni takšna težava. Ljudje vsemu ne sledijo. Res pa je, da pravzaprav vsakodnevno, ko nekdo se sprehaja po mestu, ugotovi, da je nekaj potrebno popraviti, in tega resnično ogromno. Zato se včasih tudi kar z nasmehom na obrazu sprejmem vse te pobude, pa tudi kritike. Še bolj se pa potem nasmejim na samem kolegiju, ko seveda slišim sodelavke in sodelavce, kako se soočajo s temi izzivi, kako oni razmišljajo, ampak se mi zdi, da na takšen način tudi potem pri vseh sodelavcih ustvarjaš neko širino, da je resnično potrebno vedno znova se postavljati v vlogo občanke in občana in da vsak človek seveda drugače razmišlja in je potrebno to vzeti v zakup. Se pa trudimo in prepričan sem, da marsikatero pobudo realiziramo, sigurno pa vsako takoj, ko je to mogoče. Vedno pa ni mogoče takoj. Kakšen je pa Peter Dermol takrat, ko ni župan, ko ima 5 minut časa samo zase? Ja, teh 5 minut časa zame je seveda zelo težavno. Zdaj, najlepše je seveda biti v teh trenutkih doma. Z družino? Z družino, vsekakor, to mi zelo veliko pomeni, čeprav je pa res, da tega časa ni na pretek. In še takrat, če imam, bom rekel, zelo malo časa med enim službenim opravilom in drugim službenim opravilom, sem sicer aktiven, ampak žena velikokrat opazi tudi, da sem kar odsoten, kajti sem že z mislimi pri neki drugi stvari. Zato so najbolj dragoceni tisti trenutki, ko si resnično lahko vzameš nekaj več dni zase in za družino, in takrat se v popolnosti posvetiš z družino in takrat se tudi kot človek najbolj regeneriram. Vse ostalo pa pravzaprav poskušam vsakodnevno regeneracijo z različnimi športnimi aktivnostmi. Verjetno, če tega ne bi imel, potem tudi vseh teh pritiskov ne bi tako sprejemal, kot jih sprejemam. Šport se mi zdi pa, da mi daje tisto, kar potrebujem vsakodnevno in sedaj že vsi vedo, da 2-3 na teden vsaj 1 urca mora biti župan zase, zato da odreagira, da se na nek način regenerira, in to mi resnično polni baterije potem. Znate pa pocrtljati, pod narekovajem tudi nas, ko vas spremljamo na Facebooku, da date kakšno pozitivno misel, lepo fotografijo svojih hčerk ali žen, recimo partnerke, pa živalja. To je tisti balzam za dušo in srce. Zelo malo je potrebno v življenju, da smo srečni. To je res, zelo malo. Zelo veliko je pa seveda tudi od posameznika odvisno. Mislim, da če ljudje spoštujemo naravo, če spoštujemo živali, spoštujemo tudi sočloveka in obratno, in mislim, da s tem tudi kažemo, kakšnega značaja smo. Živali so, bom rekel, neka najlepša zgodba, kajti
ne razmišljajo tako, kot razmišljamo ljudje. Navadno živali niso škodoželjne, so pozitivna bitja in se mi zdi, da tudi če kakšno lumparijo, katera izmed živalic seveda naredi, se nasmejiš enostavno in greš dalje. In to je neka dodatna energija, ki jo človek lahko dobi. Gledalke in gledalci, spremljali ste današnjo oddajo Župan z vami na programu VTV vaše televizije Velenje. Gospod župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, lepa hvala, ker ste nas gostili v Mestni hiši. Popotnico, dobre misli za poletje pa izvolite, poslanica. Ja, spoštovane Velenjčanke in Velenjčani, če sem iskren, mi je zelo vroče. Želim pa si, da bi vsaj tako vroče bilo tudi vam v poletnih dneh in mesecih, ki so pred nami. Verjamem, da boste v sklopu ali pa v soju svoje družine preživeli veliko časa. Vsi skupaj nestrpno pričakujemo, da bodo ti časi prišli. To je čas za to, da se napolnimo svoje energije, da na nek način tudi zastavimo neke nove cilje, ki so pred nami, predvsem pa, da uživamo. In želim si, da bi čim več uživali tudi v našem Velenju, v domačem okolju, da bi se srečevali na različnih dogodkih, prireditvah ali pa kar tako v prostem času. Velenje veliko tega ponuja, zato izkoristite vse to, predvsem pa izkoristite počitnice, čas, kot rečeno, zase in za svojo družino.